Za vas in mesto. V petek, 8. januarja 2016, je bila v hotelu Radin v Radencih kot jubilejna 20. vinska kraljica Slovenije za leto 2016 okronana Sara Stadler iz Bistrice ob Sotli. V letu 2016 bo združevala slovenske vinorodne dežele ter predstavljala slovenska vina, vinogradništvo, turizem in kulturno dediščino doma in po svetu. V novembru 2015 jo je izbrala komisija, ki jo Pomurski sejem, nosilec projekta Vinska kraljica Slovenije, oblikuje s pomočjo predstavnikov, pokroviteljev in stroke. Dovolite, da torej na odru pozdravim naše goste iz lepega kraja na obrobju Slovenije, mešani pevski zbor Bistrica ob Sotli. Zakaj ta in zakaj od tam boste seveda izvedeli v nadaljevanju. Sedaj pa uživamo v zdravljici, ne bomo še natočili kozarcev, pa se spomnimo Prešerna, pa se spomnimo časov, ko je ta pesem nastala, pa se morda spomnimo tudi pobude, ko je Matija Vrtovc, po tistem, ko je objavil zadnji podlistek v Kmetijskih in rokodelskih novicah, pozval našega največjega pesnika, naj vendarle tudi on kaj napiše v slavo in čast vinske trte. Prešeren si je vzel čas za take reči. Komu ne biti veselo, zdravnico vratečmo zapit, Bog naša nam vešeno, Bog živi vesopitski svit. Gospe in gospodje, spoštovane nekdanje vinske kraljice Slovenije, spoštovani gostje, spoštovani gospod minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter član vlade Republike Slovenije, magister Dejan Židan. Uvod je opravljen. In če bi sedaj izbrali, menda recimo temu 5 do 10 najuglednejših slovenskih literarnih zgodovinarjev, bi morda s kakšnim ločenim mnenjem ti dognali, da je Prešeren v tem Bog živi vas Slovenke že napovedal tudi vinske kraljice Slovenije. Kajti prepričani smo, naš največji pesnik je bil mnogočem vizionar, da je morda tistega novembra 1844, ko je pesnil in črtal in ponovno pisal, videl tudi vinsko kraljico Slovenije nekje v daljni prihodnosti. Prisrčno pozdravljeni torej v imenu Pomurskega sejma kot organizatorja in nosilca projekta. Sedaj vabim k besedi predsednika uprave sejma, gospoda Janeza Erjavca, ki ima danes prav posebno nalogo, kajti okroglo kronanje je nekaj posebnega in nam se je bilo treba tudi posebej pripraviti. Gospod predsednik, prosim. Hvala za besedo. Najprej ne vidim, kje je vinska kraljica, kajti prestol je prazen. Prestol je prazen, ker protokol veleva, da ob tej uri še mora biti prazen. Jaz se pa ne spominjam, da bi jo kdo nocoj že videl, tako da upam, da je tu. Dobro, jaz jo bom kljub temu pozdravil. Spoštovana vinska kraljica Slovenije, Sandra Vučko, spoštovani minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in podpredsednik vlade Republike Slovenije, magister Dejan Židan, spoštovani župani, predsedniki, spoštovani predstavniki pokroviteljev, spoštovani častilci vina in vinske kulture, dragi prijatelji, spoštovani predstavniki medijev, dame in gospodje. Veliko čast in zadovoljstvo mi je, da vas lahko v imenu Pomurskega sejma in seveda svoje imeno prisrčno pozdravim in vam zaželim dobrodošlico tukaj v Radencih
na jubilejnem kronanju Vinske kraljice Slovenije za leto 2016. Vsi, ki smo danes tukaj zbrani, smo na nek poseben način povezani z vinsko kraljico in še posebej z vinom in vinsko kulturo. Tako kot je slovenski jezik, je tudi vino del slovenske identitete. Del resnice ali kot pravi latinski pregovor in vino veritas. Verjetno se bo še komaj kdo spomnil, na kak način je projekt Vinske kraljice Slovenije povezan z besedo veritas. Tako se je namreč imenovala Slovenska vinska akademija, v kateri se je rodila tudi Vinska kraljica Slovenije. Toda, tako kot se je dogajalo tudi drugim inštitucijam v tej mladi državi, je tudi Vinska akademija pustila za sabo nepreskrbljeno Vinsko kraljico Slovenije. Na Pomurskem sejmu smo jo z veliko odgovornosti posvojili. Ne vem, ali smo ji dali očeta in mater, ampak vem, da smo ji dali varno zavetje in spoštovanje kot enemu od naših številnih otrok, ki jih vzgajamo v dobre in uspešne projekte. Tako bi lahko nekako opisal začetek te zgodbe, ki se imenuje Inštitucija Vinske kraljice Slovenije. Nekateri se danes sprašujejo in se bodo verjetno tudi še čez 100 let, zakaj imamo vinske kraljice, ali jih potrebujemo in kakšna je njihova vloga in poslanstvo. Kot da bi se spraševali, zakaj imamo lastno državo, zakaj vinogradniška društva, viteške redove in tako naprej. Ob jubileju je prav, da si nalijemo čistega vina in povemo, da izbor Vinske kraljice Slovenije ni lepotno tekmovanje in še manj izumljenje tujerodnih tradicij. Vinske kraljice namreč iščejo prav tradicionalne vrednote, povezane z vinom in vinsko kulturo, ter Slovenijo skupaj z njeno himno postavljajo med vinorodne dežele. Dekleta, ki so si upala in tudi želela prevzeti to odgovorno nalogo in izziv, vina niso videle zgolj kot alkoholno pijačo, ampak so videle v prvi vrsti povezanost Slovencev z vinsko kulturo kot del slovenske identitete. Vsaka je dala svojo jagodo iz jagodnega izbora in zato si lahko danes nalijemo čistega vina. Vinske kraljice lahko razumejo namreč le tisti, ki razumejo trto, ki razumejo vino in vinsko kulturo in tisti, ki vemo, da se vsaka dobra stvar na svetu prodaja le z dobro zgodbo. In dekleta, ki so v teh 2 desetletjih nosile krono, so ustvarjale zgodbe o vinu, o kulturi, o Sloveniji kot vinorodni deželi. Bile so tiste, ki so krojile podobo inštitucije Vinske kraljice Slovenije, zato se vsaki posebej in še posebej 19. Sandri Vučko v imenu vseh vinarjev, pokroviteljev in Pomurskega sejma iskreno zahvaljujem. Novi 20. pa želim, da nosi ponosno krono samostojne vinarske dežele kot odraz odličnosti, popolnosti in predanosti. Hvala lepa. Hvala, spoštovani gospod predsednik uprave Pomurskega sejma, Janez Erjavec, resnično.
zakaj potrebujemo vinsko kraljico, veliko dobrih odgovorov najdemo na to, ampak ni ga vinskega kraljestva na svetu, v Evropi, pa tako ali tako, še manj, ki bi bilo deležno kakšnih poskusov revolucionarne odprave monarhije in najbrž se to tudi v Sloveniji ne bo zgodilo. Čeprav v marsikdaj tudi prednjačimo. Gospe in gospodje, sedaj bomo spoznali dekleta, dame, ki so kraljevale tam v tistih časih od že kar davnega leta 1996. Povabili jih bomo na oder, saj si ob okroglem jubileju kronanja zaslužijo stisk roke, poljub, darilo. Pisalo se je leto 1996. Začel se je projekt Vinske kraljice Slovenije. Izbrana je bila Lidija Mavretič. Prosim, da pride na oder. Seveda se je takrat reklo, da mora vsaka kraljica izbrati tudi svoje vino. Lidija Mavretič je izbrala, kar pomislite, vsa vina vinske kleti Mavretič. Leto 1997 je okronalo Selmo Lukač. Tudi Selma je vino vinske kraljice Slovenije našla pri roki doma v lastni domači kleti in nekatere se ga morda še spomnite. Nekje bo morda vaš spomin zašel za drego pri priimku, pa vam bomo pomagali. Katarina, danes se piše Kortnik, leta 1998 se je pisala Jenžur, torej Katarina Jenžur. Tudi Katarina ni šla daleč za izborom svojega vinskega kraljevanja in svoje vinske kapljice, to je bil cviček in to je bil zelo dober cviček. Piše se leto 1999. Kot kraljičino vino je prvič izbran Laški Rizling. Izbrala ga je Irena Tušar, tedaj kupljen. Nekateri so rekli, da bo vse uničil milenijskih hrošč. Vinska kraljica Slovenije se ni počutila ogrožene. Leto 2000. Martina Stegovec, danes Brec. Martina je izbrala Rebulo in Barbero. In tako sta Rebula in Barbera prvič postali tudi slovensko kraljevsko vino. Leta 2001 je kraljeval traminec in to zelo dober traminec iz okolja, ki mu je namenjena kraljevskost, vinska kraljevskost. Leto 2001 Jerneja Bratuša. No, naj vam povemo, kar ste gotovo že opazili, da seveda na zaslonu spremljamo tudi arhivske fotografije iz tistega obdobja, fotografije, ki so na nek način zaznamovale
leto kraljevanja posamezne kraljice. Tjaša, tedaj Koroša, danes Kos, je leta 2002 prejela krono. Nosila jo je tekom svojega leta, nosila jo je vzgledno, nazdravljala pa je s Kernerjem. Prišlo je leto 2003 in to leto je prineslo kraljico z imenom Simona. Njeno vino, kraljičino vino, je postal Sauvignon. Simona Strauss, danes Simona Flajnik. Vesna Bajuk je kraljevala leta 2004, to je bilo prav tako zanimivo leto. Prineslo je veliko zanimivega, veliko novih obveznosti, veliko prevoženih kilometrov. Prineslo je tudi prvič kralja vin na slovenski vinski prestol. Žal Vesne Bajukove, danes Vesne Perčin, ni z nami, zaploskamo pa ji lahko vseeno in ji povemo, da se je spominjamo. Tako je. Maja Cigoj, danes Rupnik, bi bila tukaj. Resnično rada bi bila tukaj. Ampak so reči, zaradi katerih je uredno ostati doma, pa šolsko rečeno prešpricati tudi tak jubilej. Maja se upravičuje, ker doma pazi na dojenčka. To znamen, da ona najbolje v družini. Izbrala pa je zelen in merlot. Pri Maji je treba povedati še to, da je kraljevala v letih 5 in 6. Maja Benčina, leto 2007, Maja se danes piše Podkrižnik. Izbrala je Benčinovo vino, torej z vrst rdeče mešano, je pa nekaj podobnega z njeno predhodnico. Tudi ona ima podobno opravilo, tudi ona čuva dojenčka. Danes, zdaj, prav v tem trenutku. Leta 2008 je zakraljeval drugi traminec, in sicer traminec iz Širčeve kleti. Kraljevala pa je njihova Svetlana, Svetlana Širec. Kako leta hitro tečejo. Leto 2009 Pinelo je za kraljevsko vino prispevala klet Vipava 1894. Karolina Kobal s spremstvom. No, če še niste videli slovenskega vinskega princa, zdaj ga. Zaporedna številka 14, piše se leto 2010, Andreja Erzetič. Če se jaz na kaj spoznam, pa je to princesa.
Andreja je izbrala rebulo letnika 2008 in jaz se spomnim, da smo to rebulo občudovali. Najbrž pa kdo izmed vas tudi. Ja, Simona Žugelj-Cajnar. Njena največja želja je bila, da bi bila nocoj z nami. Ampak posvetovala se je z dojenčkom, pa je rekel, mama ne. In se je zgodilo ne. Ni je tukaj, aplavz za Simono. Ki je za kraljevsko vino izbrala modro frankinjo kmetijske zadruge Metlika. Leto 2012 Martina Baškovič, ena izmed tistih kraljic, ki je najbrž na poti po Sloveniji in po tujini srečala samo sebe. Martina je izbrala Sauvignon in to Sauvignon izbor. Vino je bilo primirno izbrano, primirno trenutku in najbrž je zato dalo tak adrenalinski zagon, da je zmogla številne obveznosti, da se je pojavljala sočasno vsaj na 2 mestih, na Facebooku in v živo. Nežika Pavlič, zaporedna številka 17, piše se leto 2013. Ja. To je bil pa renski rizling pozne trgatve, letnika 2009, Zlatega griča. Tam blizu je doma in izbor ni bil težek. Osemnajsta vinska kraljica Slovenije je leta 14. tukaj v približno takšnem vzdušju postala Špela Štokelj. Špela je izbrala suho penilo letnika 12, pa nekaj tudi letnika 13, zakraljevala je z njo. Mi smo se seveda veselili in marsikdo je zaradi te penile obiskal tiste kraje, kjer penila še posebej dobro uspeva. Ja. Prejle se je predsednik uprave spraševal, kje pa je vinska kraljica. Jaz takrat nisem hotel povedati, da so jo pred 10 minutami videli v bazenu, ampak 10 minut je relativno dolga doba in zdaj mislim, da je že tukaj. Prosim pa gospo Alenko Senčar, direktorico strateškega marketinga Nove kreditne banke Maribor, ki je generalna pokroviteljica projekta, da jo za Božjo voljo najde in pospremi na oder. Jaz mislim, da smo skupaj. Sandra Vučko, 19. vinska kraljica Slovenije, okronana ob letu Obsorej. Za svoje vino je izbrala Šipon, gomila vinske kleti PNF Jeruzalem Ormož, letnika 13, ve se odkot in tudi za njo je pripravljeno darilo. Mislim, da k temu moramo še nekaj dodati. Prvič to, da ste mogoče opazili, da vinske kraljice Slovenije skrbijo tudi za naraščaj. Tako da se ni treba bati, da ne bi imeli kandidatk za vinske kraljice tudi čez 15-20 let. To je eno. Drugo pa bi želel se še prav posebej zahvaliti Sandri Vučko za
letošnje kraljevanje, predvsem pa je čestitati za odprtje vinoteke v Ljutomeru in želim mi seveda, da bi bila tako uspešna kot pri vodenju vinskega dvora, tudi uspešna pri vodenju vinoteke, torej svoje lastne vinoteke. Torej vse dobro in seveda zahvalo za to celoletno kraljevanje ji podarjamo knjigo Slovenija, lepotica Evrope. Gotovo je v tem nekaj simbolike, namreč prepričani smo, če ne bi bilo kraljevanja, tudi vinoteke ne bi bilo in tistega dobrega vzdušja, ki ga je ta vinoteka prinesla. Hvala, gospa Alenka Senčar, hvala, gospod Janez Erjavec. Prestol je zaseden, tako kot mora biti. V predaji krone je vedno, pa se tega ne da spremeniti, tudi nekaj otožne sreče ali pa srečne otožnosti. Torej otožnosti nad nečem, kar je minilo, kar mineva in veselja nad uspehi. Najbrž se vsaki, ki se poslavlja, odvrti film minulega obdobja, vseh tistih lepih trenutkov in nostalgije. Tako je v predaji vinske krone in vinu samem. Danes naj nad otožnostjo prevlada veselje, tako kot v pesmi našega znamenitega pesnika Simona Gregorčiča Vinski duhovi, ki jo bodo recitirali umetniki še bi teatra iz Bistrice ob Sotli. Očaj, le znova kupu mi napolni, hladila daj, zdravila duši bolni. Kadar oko otožno v kupu zrem, nebeška čuda z njim uzrem. Odpre se svet mi nov in nov, na kaplji zrem na 100 duhov. Duhov ne zlobnih, nego čistih, blagih, otožnih, srcu blagih. Tu kupi nežno zrem kraljico, nebeško ščer, brez neskaljeno resnico. Tik ne radost, tik ne radost. Tik ne radost, poznam se na očeh in deca njena, veselje, čast in smeh. Navdušenost, čuj, poje novo pesem. Na svetu še take slišal nisem. Vrača se v srce, nad usta smeh in radost znova zasije v očeh. Duhovi vinski, hvala vam sedaj. Napolni zopet kup umito čaj. Goriški Slavček je znal občudovati vino, v njem je našel tudi uteho v svojem življenju, ki ga je velikokrat premetavalo, kot pravzaprav tudi valovi Soče marsikdaj marsikaj premetavajo.
Pred ključnim dogodkom nocojšnjega večera, pred predajo krone in prestola, pa vabim k nagovoru gospoda, ki trdno zaseda svoj prestol ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter člana vlade Republike Slovenije. Zadovoljstvo vinogradnikov, kmetov in vseh, ki cenimo doma pridelane dobrote, vabim k besedi gospoda, ki ima danes za seboj že naporen dan, magister Dejan Židan, prosim. Postajam širši vsako leto, ne pa više. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, drage prijateljice, dragi prijatelji, seveda zlasti lep pozdrav vsem prisotnim vinogradnicam in vinogradnikom, vinarkam in vinarjem. Poglejte, vsi mislijo, da je težko biti kmetijski minister. V bistvu vsaj dvakrat na leto je pa lep dogodek, čudovit dogodek je biti prisoten na slavnostnem kronanju slovenske vinske kraljice. Seveda pa enako lep dogodek je vsakoletno srečanje, ki je 15. oktobra slovenskih kmetic. To vam dajem pač kot neki izziv, ko se bo kasneje iskalo kandidate, pa boste vsi bežali. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, jaz si želim, da mi, ki delujemo na področju kmetijstva, na področju proizvodnje hrane, vinogradništvo, vinarstvo je pomemben del proizvodnje hrane, smo vsaj mi tisti, ki bi v tej državi bili ambiciozni, optimistični in pogumni. Mi imamo nekaj stvari za pokazati. Moram vam povedati, kar sicer se redko govori, mi smo bili vodilni leta 2014, kar se tiče kmetijske proizvodnje v Evropski uniji. Cela Evropska unija je padla, Slovenija je zrasla najbolj, za 13%, kar se tiče fizične proizvodne hrane in tudi zelo visoko, kar se vrednostno tiče. V letu 2015, kamorkoli pogledaš, kriza. Ukrajina in Rusija se ne razumeta, kriza pride na pleča evropskih kmetov in proizvajalcev hrane. Tam so neke kvote, neka zmanjševanja dejavnosti v Aziji, zopet občuti kmet. Posod kriza. In Slovenija ponovno zraste za 6% na tem področju. In seveda takšne cilje, torej rast, mi moramo biti nosilci optimizma in poguma v tej državi, si želim in narediti moramo vse, da bo prisotno takšno stanje tudi v naslednjih letih. Tukaj pa je neizmerna pomoč, potrebna pomoč in učinkovita pomoč tudi slovenskih vinskih kraljic. Nekateri mogoče veste, nekateri mogoče ne veste, takoj po imenovanju imajo slovenske vinske kraljice, kakor je imela tudi gospa Sandra, kakor bo imela nova vinska kraljica, ognjeni krst. Ognjeni krst se zgodi pred neverjetno veliko množico novinarjev. Več kot 100 novinarjev bo prisotnih. To je namreč otvoritev največjega prehranskega sejma v Evropi, ki sliši na ime Zeleni teden, Nemci to imenujejo Die Grüne Woche. To je sejem, kjer je Slovenija zadnja leta vedno zelo prepoznavno in ambiciozno prisotna. In to je sejem, kjer slovenska vinska kraljica in slovenski kmetijski minister sprejmeta nemškega kmetijskega ministra, sprejmeta več kot 100, 200, časih še več novinarjev in kjer sprejmeta tudi mnogo drugih ministrov. In to je prostor, ki ga v roku 10 dni obišče več kot 500 000 obiskovalcev. In to je prostor, kjer se vabi, kjer se seznanja, kjer se informira goste, da je Slovenija nekaj posebnega, da je Slovenija nekaj lepega in da je Slovenija enostavno država z kakovostno in prepoznavno kulinariko in z raznoliko kulinariko. Tako da, Sandra, vam se zahvaljujem za vse napore, tudi zaradi vaših naporov imamo rast in se veselim in se na nek način tudi v imenu države zahvaljujem vsem prisotnim vinskim kraljicam. Vi ste mnogo naredili, ne samo za sektor vinogradništvo, vinarstvo,
ampak za celotni sektor prehrana v tej državi. In jaz povsem verjamem, da to pomembno častno nalogo boste enako z pogumom, entuzijazmom, z veseljem, optimizmom in dejansko z dobrimi rezultati opravljali tudi naprej. Sektor, v katerem delujemo, to vidite zadnje tedne, je občutljiv sektor. Karkoli se zgodi, se potrošnik prestraši. Ni pomembno, da so vsi analitični izvidi. Sploh ni pomembno, da so vse službe, ki delujejo, da zatrdijo, da je sektor varen. Ko se potrošnik prestraši, enostavno se kakor preplašena ptica umakne. Tako da, spoštovane gospe in spoštovani gospodje, iz tega primera verjetno vidite, kako težavno je delati na področju kmetijstva in kako težavno delati v vinogradništvu, vinarstvu in prehrani nasploh. Ampak kljub vsemu je sektor uspešen. Ta sektor je v Sloveniji eden najhitreje rastočih sektorjev v Evropi. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, zelo sem vesel, ko vidim, da ste v takem številu tukaj, s tem verjamem, da vsi skupaj dajemo priznanje tudi gospodu Janezu Erjavcu in celotnemu sejmu. Namreč jaz se zavedam, Janez, dovolj, da te tikam, ker tudi drugače se tikama, da brez tebe in brez tvoje ekipe tega pomembnega projekta v Sloveniji ne bi bilo. Tako da dovolj, da se ti tudi v imenu vseh nas prisotnih najlepše zahvalim. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, želim vam lep večer. Vsi, ki smo tukaj prisotni, vemo, da proizvajamo najbolj kvalitetno vino, ne samo v Evropi in tudi širše. In vsi, ki smo tukaj prisotni, vemo, kako zelo pomembna je kultura pitja. Vse dobro. Hvala, gospod minister. No, manj znana je skrivnost, da je gospod minister tudi velik ljubitelj kraljičinega vina, vsakoletnega. Kraljičino vino namreč spremlja poseben blagoslov in sam pravi, da mu je življenjski eliksir, da odvisno od čustvenega stanja ministrove duše deluje kot pomirjevalo ali poživilo. Naj bo tako tudi vino letošnje vinske kraljice, gospod minister. Pridejo pa reči, ko je treba povedati zadnjo misel na tem položaju, sporočiti zadnje besede in strniti tisto, kar je bilo doživeto, kar bo ostalo v spominu. Dame in gospodje, prisluhnili bomo zadnjemu kraljevskemu nagovoru Sandre Vučko, vinske kraljice Slovenije za leto, ki je mimo. Spoštovane dame, cenjeni gospodje, dovolite mi, da vas na ta zimski večer še zadnjič v tej vlogi pozdravim in nagovorim v imenu Instituta Vinske kraljice Slovenije. Bil je poseben večer, ravno tak, kakršen je danes in bilo je leto dni nazaj. Bilo je v času, ko je trta še mirno in tiho spala in nato sva se skupaj sprehodili skozi letne čase. Vse se je vrtelo okoli nje. Na tem najinem popotovanju skozi čas so bili najini sopotniki mnogi, tudi nekateri izmed vas, iskreni ljudje. Nekateri so postali ob naju le za tren, spet drugi so ostali večino poti. Srečali smo se ob različnih trenutkih in dogodkih. Z nekaterimi smo trto z razjo prebudili iz njenega spanja, spet nekaterimi, ko se je trta razbohotila v vsej svoji rasti in veličini, in spet nekaterimi, ko je sonce ujelo svoje žarke v barve jeseni in je trta rodila svoj sad. Kolesek življenja pa neumorno vrti časa krog. Greh je bil odvzet in vino je postalo čisto. Trta, ki je vsej svoji veličini zapustila odličen vinski letnik, počiva. In jaz jo v njeni spokojnosti predajam v roke svoji naslednici, da jo zopet prebudi in se skupaj z njo poda na prelep sprehod,
kjer ne pot ne predstavlja sredstva za dosego samega cilja, temveč ne sama pot pomeni cilj. Bilo je edinstveno in nepozabno. Rekla bi, da je bila izkušnja za življenje in lepa popotnica prihodnosti. In le ta me vodi v jedro svojega starega vinskega mesta Ljutomer, v svojo enoteko, kjer so tudi naša domača vrhunska vina zopet našla svoj dom. Spoštovani predsednik uprave, spoštovana direktorica, spoštovana celotna ekipa Pomurskega sejma, vam gre tista preprosta in iskrena beseda hvala. Dali ste mi trdne temelje, na katerih sem lahko gradila svojo osebnost in hkrati prihodnost. Janko, hvala tudi vam, da ste vlili poguma in povedali, da zmorem. In zato danes stojim ravno tukaj, ravno na tem mestu in govorim ravno vam. Spoštovani, čas je. In naj se poslovim z njegovimi besedami in v njegov spomin, ter spomin vseh, ki so zaspali in zapisali svoje besede v večnosti. Kdor gre z menoj, ne gre čistega srca in jasnega pogleda. Veder obraz naj bo zunanji odraz notranje podobe. Vino je sopotnik srečnim, ni pa odrešenik nesrečnim. Podobno je človeku, ki ga pije. Če človek dober, je dobro tudi vino. Drago Medved. Hvala lepa. Prosimo predsednika Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, gospoda Cvetka Zupančiča, da kot predstavnik slovenskega kmetijstva in s tem tudi vinogradništva ter eden od njenih najpomembnejših pokroviteljev v lanskem letu Sandri Vučko pomaga sneti krono in jo pospremi nazaj v tisti svet, iz katerega je pred letom dni prišla. Ne bo nič narobe, če bo kraljica pri tem v pomoč njena praksa, ki se je utrjevala leto dni, gotovo tudi z zavezanimi očmi najde zadnjo lastnico, ki je še ostala. Upam samo, da pa ni želela tako, da bi krona kar obstala na glavi še prihodnje leto. Tudi takšno potegavščino bi se lahko privoščila. Uspelo je, hvala za vse. Ja, v naši prestolnici bi rekli glažek vinčka, hej, nam glih v srce preteče nej. Pa sonček skozi posveti nej, da cel svet bo kot Maurica Velbana. Saj vemo, kdo je to zapisal, kdo je to prepeval in kdo je o tem v srcu in dejansko iskreno razmišljal. Sedaj pa vabim na oder interpreta tega, vabim Adriana in Francija Černelča iz Bistrice ob Sotli, da nam zapojeta in zaigrata pesem našega Ježka, Franeta Milčinskega Ježka, Glažek vinčka, ej. Glažek vinčka, ej, nam glih srce preteče nej, pa nej naslednjem kar se da pocrkljam. Glažek vinčka, hej, nam sonček posveti nej, da cel svet bo ko Maurica Velbana. Oj, Birtna, kaj stojiš, dej ti zgaskota, iz našega denarja viš, za hčer bo dota.
vinčka, pa sonče skozi posveti nej, da cel svet bo kamavrca velbana. Birna, kaj stojiš, dej ti Gospoda, iz najvadnarja viš, zaščirkodota. Lažek vinčka, pa sonče skozi posveti nej, da cel svet bo kamavrca velbana. Nekateri morda celo veste, drugi slutite, tretji pa se sprašujete, kako neki je vse nocoj v znamenju Bistrice ob Sotli, kraja, ki se je nekoč imenoval Šempeter pod Svetimi gorami. Tam torej premorejo veliko talentov za najrazličnejše reči in kot kaže, tam živi zelo dobro vzdušje, razumevanje in v takem okolju se ponavadi rodi tudi kaj velikega. Odgovor bo vsak hip na odru. Predsednika uprave Pomurskega sejma, gospoda Janeza Rejavca, prosim, da pospremi na oder Saro Stadler iz Bistrice ob Sotli, ki bo okronana za 20. vinsko kraljico Slovenije. Sara je tudi članica pevskega zbora, ki je že nastopil. Sedaj pa, spoštovani fotografi, prosim, da se morda odrečete samemu trenutku nadevanja krone, potem bo nekaj trenutkov ravno pravšnjih, zato da bo fotografija prava kraljice s krono in obeh spremljevalcev. Vabim pa ministra za kmetijstvo, magistra Dejana Židana, da okrona vinsko kraljico Slovenije za leto 2016. Asistenca je zagotovljena, pripomočki so pripravljeni, dekle je voljno. Kot sem rekel, brez panike, vse je tam, kjer mora biti. Krona se še ni ohladila, kar je zelo pomembno. Gospod minister, prihajamo sicer iz demokratične ureditve, vemo, kdo je kdaj kronal kralje, kraljice, cesarje, vemo tudi, kdo se je v zgodovini okronal sam, ampak to, da opravljate to delo, je seveda posebno poslanstvo, posebna dolžnost in posebna prilika. Jaz sem prepričan, da ponovljiva tudi prihodnje leto. Se pa lahko vprašamo, poglejte, kraljice so različne, vse glavce so izrazito simpatične, ampak ta nesrečna krona mora pristajati prav vsaki. In če smo povsem natančni, vsaki tudi pristaja. Prosim za rahel pomik glave 10 stopinj levo.
pa 10 stopinj desno. Hvala lepa. Sara Stadler, vinska kraljica Slovenije za leto 2016 je okronana. Gospod predsednik uprave, gospod minister, hvala lepa. Še eno uspešno opravljeno delo in še eno ime bomo lahko upisali v register zgodovine Slovenskega vinskega kraljestva. Sara, prosim, če pristopite k mikrofonu, čaka nas še prisega, kajti krona je samo vidno znamenje tistega, kar vas dela kraljica, ampak tako vidno je lahko pravzaprav marsikatero dekle, vsako pa ne poda prisege. Torej, jaz, Sara. Jaz, Sara. Slovesno sprejemam veliko čast služenja ugledu slovenskega vina. Slovesno sprejemam veliko čast služenja slovenskemu vinu. Kot 20. vinska kraljica Slovenije. Kot 20. vinska kraljica Slovenije. Nalogo, ki mi je zaupana. Nalogo, ki mi je zaupana. Bom opravljala odgovorno. Bom opravljala odgovorno. In zavestjo, da je vsak dan, ko se mi zapisana. In zavestjo, da je vsak dan posebej zapisana. Namenjen izročilu žlahtnega poslanstva vinske kraljice Slovenije. Namenjen izročilu žlahtnega poslanstva vinske kraljice Slovenije. Za dobro naših 3 vinorodnih dežel. Za dobro naših 3 vinorodnih dežel. Mi ne bo nikoli žal ne časa in ne moči. Mi ne bo nikoli žal ne časa in ne moči. Vaše visočanstvo, podaniki, ponižno čakamo na vaš nagovor. Spoštovani zbrani, svoj nagovor bom začela z enimi zares čudovitimi besedami, ki jih je zapisal Ivan Tavčar. Kmet je kralj, če ima lepo in čedno napravo, če ima zemljo, da jemlje iz nje za življenje in davek, če nima dolgov, pač pa polne hleve, in če ima še kopico zdravih in pokornih otrok, je kmet kralj neodvisen od celega sveta. Torej, iz tega lahko potegnemo, da je moj oče kralj, ker je kmet. In to je tudi mene že prej naredilo princeso. In danes me je moja življenjska pot pripeljala do tega naziva, da sem postala slovenska vinska kraljica. Zavedam se odgovornosti tega naziva in obljubljam, da si bom vdano prizadevala k širjenju prepoznavnosti slovenskih vin doma in po svetu. Prihajam iz Bistrice ob Sotli, majhne vasi na obrobju vinorodne Štajerske Slovenije, kjer sta vino in kultura pomemben člen življenja in dobrega vzdušja med mojimi sokrajani. Zato želim z vinom in vinsko kulturo navduševati tudi druge ljudi širom sveta in Slovenije, da bodo razumeli, koliko truda je vloženega v vsakem kozarcu in cenili delo slehernega pridelovalca vina. Vinska kultura je predvsem zdrav način življenja z vinom. Rada bi, da bi se tega zavedali vsi, predvsem mladi, ki največkrat zlorabljajo njegove hedonistične učinke. Uživati bi morali zmerne odmerke in se izobraževati v zavedanju, da je vino vrednota, ne pa samo opojna alkoholna pijača, ki se jim ponuja na vsakem koraku. Ozavestiti jih moramo tudi o nekvalitetnih in škodljivih vinih, ki jih najdemo na trgovskih policah. Naj povzamem besede gospoda Draga Medveda, ki je v svojem vinskem brevirju med drugim zapisal:
Lepo bi bilo, če bi dosegli, da bi se tudi na Slovenskem znašlo vino le v takih prodajalnah, katerih bi se dobro počutilo in ne bi bilo ponižano na raven navadnega potrošniškega blaga. Ne mislim le na dražje buteljke, tudi cenejše pitno vino mora biti kulturno ponujeno in postreženo. Vas, dragi vinogradniki in vinarji, pozivam k večjemu povezovanju, združevanju in podiranju navideznih mej med vami. V slogi je moč. To naj velja tudi za celoten slovenski prostor. Truditi se moramo, da bomo konkurenčni ostalim velikim vinorodnim deželam, ki so že davno vzpostavile učinkovit tržni sistem. Imamo imenitne vinogradnike in vinarje ter izjemne strokovnjake, zato se lahko razvije zgodba o uspehu slovenskih vin. Pri tem pa se obračam tudi na gostince, ki imajo najpomembnejšo vlogo pri širjenju vinske kulture in promociji vin iz vseh vinorodnih okolišev. V času mojega mandata nameravam aktivno sodelovati s prav vsemi in gotovo se bo porodila kakšna dobra ideja, ki jo bomo skupaj udejanjili in s tem prispevali k še boljši prepoznavnosti in promociji slovenskih vin. Hvala moji družini, vsem prijateljem in sokrajanom, ki me spremljajo in podpirajo na moji poti ter so danes tukaj z mano. Iskrene čestitke bivši vinski kraljici Sandri Vučko za odlično upravljeno delo v času njenega kraljevanja. Pohvala tudi vsem bivšim kraljicam, ki so pripomogle k večjemu slovesu vinorodne Slovenije. In ne nazadnje, hvala Pomurskemu sejmu, ki z organizacijo projekta Vinska kraljica Slovenija pripomore pri širjenju vinske kulture in prepoznavnosti Slovenije kot vinorodne dežele. Hvala. Zelo lep nagovor, zelo lep uvod. Oče je kralj, nedvomno. Gospod Stadler, vse je bilo lepo rečeno. O tistem, o pokornih otrocih bi pa z vami rad rekel kako na 4 oči. Mislim, zavidam vam, ne, pa kako izkušnjo bi rabil. Kakorkoli, doživeli smo tudi nagovor, sedaj pa prosim gospo Alenko Senčar, direktorica strateškega marketinga nove KBM, ki smo jo že spoznali, kot vemo, gre za glavnega pokrovitelja projekta Vinske kraljice, da tudi ona nas pozdravi, nagovori in pove kakšno. Torej, lep dober večer v imenu glavnega pokrovitelja nove KBM. Iskreno čestitamo novi vinski kraljici Sari Stadler za njeno poslanstvo in prepričani smo, da bo tudi ona, kot vse dosedanje, zelo dobro odigrala svojo zelo odgovorno vlogo. Torej, nova KBM je glavni pokrovitelj že vrsto let in sporočam, da bo tudi naprej, saj želi tudi poleg svojega odgovornega poslovanja tudi krepiti svojo družbeno odgovorno vlogo. Tako čestitamo novi kraljici in želimo vse dobro. Glede na to, da je začetek leta, želim tudi vam vse dobro in veliko pozitivne energije. Hvala lepa. Vzporedno s šopkom je nova KBM tudi pripisala obresti. Vabimo pa tudi pokrovitelja avtomobila Vinske kraljice Slovenije, direktorja podjetja Auto Rajh, gospoda Dušana Rajha. Avto je pomembna reč, avto vedno prav pride, Rajhov avto nikoli ne zataji. Res je. Spoštovana Vinska kraljice Slovenije, spoštovani gostje. Vinska kraljica mora izpolnjevati veliko različnih kriterijev. Poznati se mora na pridelavo vina, poznati kulturo pitja vina.
Biti mora dobra ambasadorka slovenskega vinogradništva, ki ponosno širi kulturo te žlahtne slovenske tradicije. Ampak vinska kraljica ni niz vina. Njihovo poslanstvo ni zgolj to, da se fotografirajo za naslovnico kakšne revije in dobijo aplavz za lep nasmeh. Že kar nekaj časa spremljam njihovo delo in vem, da vinske kraljice delajo drugače. One res delajo, dobesedno. Potujejo širom države na številne pomembne prireditve, ki služijo krepitvi ugleda in privlačnosti slovenskega vinogradništva. Zato med vsemi kriteriji najdemo tudi tega, da mora imeti vozniško dovoljenje. Zadnji 6 leti smo imeli v Avtorajh čast in veselje, da vinsko kraljico Slovenije opremimo z avtomobilom, kateri omogoča, da svoje številne naloge in zadolžitve v sklopu njenega kraljevanja odlično opravlja. Delo vinske kraljice je res odgovorno. Veseli nas, da smo imeli in imamo priložnost na nekaj več kot četrtini te 20-letne poti prispevati k uspehu tega projekta. Lepo je biti del te zgodbe, v kateri skupnimi močmi pomagamo doseči cilje. Vinski kraljici želim, da jo bo novi Ford C-Max udobno in varno pripeljal do vseh njenih ciljev. Z njegovo pomočjo bo lažje opravljala svoje plemenito poslanstvo. Veliko lepih doživeti in varnih poti v leto vladanja. Ford C-Max, to je tisti avto, ki ko pelje mimo, se patrulja prometne policije samo spoštljivo pokloni tudi če stavka. Vinska kraljica brez svojega vina, to ne gre, ta tradicija ne more biti prekinjena in ta tradicija ne bo prekinjena. Vina vinske kraljice Slovenije za leto 16. prihaja iz vinske kleti Zorenč Hohnjec. Prosimo gospoda Toma Zorenča, da nam ga na suho zaenkrat še predstavi. Najprej pozdrav 20. vinski kraljici Slovenije, pozdravljeni pa tudi vsi gosti. Še enkrat hvala, da si izbrala vino iz naše kleti. Tvoj izbor ni bilo eno vino. Ne zaradi tega, ker bi bila mlada in neodločna, ampak prav z razlogom, da ponudimo pravo vino ob pravi priložnosti in da svojimi prihodnimi nastopi poveša ostalim ljudem, da ni samo belo in rdeče vino, pa potem konec. Vini, ki si jih izbrala, sta vino Sauvignon 2015 in je čisto podobno tebi, mlado, pridelano po sodobnih trendih in prijetno cvetlico. Drugo vino je naš stari laški Riesling in to vino, vrhunsko vino, ledeno 2009. To je vino za posebne trenutke, kakršen je tudi danes. Trenutke, ki bi jih radi ohranili v spominu tudi potem, da smo takrat tudi nekaj res dobrega spili. Želim ti, da bi tvoje kraljevanje prineslo sadove, da bi skupaj z nami, slovenskimi vinogradniki, pomagala ohraniti to, da bodo za hramčkom še trsi rasli in v sodih rujnovin ceblo. In da pripoveduješ ljudem o vinu, o slovenskem vinu, ki z marljivimi rokami, darom sonca in božjim blagoslovom prišlo v kozarce in da z njim nazdraviš vsem spoštljivim vinopivcem. Na zdravje! Hvala, gospod Zorenč.
Vidim, da odpirate nova poglavja v enologiji, znate in zmorete celo vino prilagoditi značaju, ali pa ne vem, ste značaj prilagodili vinu. Jaz upam samo, da ne gre za kakšne gensko spremenjene rastline in da boste samo dobre ženske značaje upoštevali pri šolanju vina. Zelo ponosen gospod je tudi gospod župan občine Bistrica ob Sotli. Tega najbrž ni napovedal, ali pa je, ko se je potegoval za to mesto. Ni rekel, spoštovani volivci, jaz vam bom dal vinsko kraljico Slovenije. Poglejte, zdaj sem izpolnil del obljub, volite še me prihodnjih 7 mandatov. Gospod Franjo Debelak. Danes smo videli veliko vinskih kraljic z otročki, ampak Sara lanska in predlanska še ne. Potem pa kar. Spoštovane gospe, gospodje, gostje in gosti današnje prireditve, spoštovani sponzorji, spoštovani direktor Pomurskega sejma, gospod Janez Erjavec, spoštovani minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, gospod Dejan Židan, spoštovana vinska kraljica Sara Stadler. Danes, kot je že voditelj rekel, s ponosom priklanjam naši vinski kraljici. Ne samo temu, kar letošnja vinska kraljica Slovenije predstavlja, torej promociji naše kulture, ki je tesno povezana tudi z vinom, kar nam dokazujeta tudi France Prešeren, Fran Milčinski, Ježek, pa še kdo. Ampak tudi zaradi tega, kar naša Sara dejansko tudi je in živi. Že od malih nog, kot osnovnošolka, je pela, torej Sara kot pevka. V otroškem pevskem zboru, dekliškem cerkvenem pevskem zboru in sedaj v mešanem pevskem zboru Bistrica ob Sotli. Njena želja po solidarnosti in pripravljenosti za pomoč jo je že v otroških letih pripeljala v naše prostovoljno gasilsko društvo. Gasilci v našem slovenskem prostoru predstavljajo še veliko več kot samo gašenje požarov. Predstavljajo namreč tudi še kako nesebično lahko drugim pomagajo. Torej, Sara kot gasilka. Njena vedra narava, pozitiven pristop in odličen, tudi hudomušen nastop pa je pripeljal tudi do vloge voditeljice prireditev. Torej, Sara kot voditeljica. Ker izhaja iz dobre vinogradniške družine, ker izhaja iz dobrega vinogradniškega okolja, kot je naše, ker vinogradniki vedno posegajo po najvišjih odličjih, tudi na svetovnem merilu, je Sara najboljši izbor za 20. kraljico Slovenije, torej Sara kot kraljica. Moj poklon, vaša visokost. Za odlično delo na področju promoviranja vina in z njimi povezanimi zadevami, ki jih sam tesno povezujem s slovenskim podeželjem, se zahvaljujem Pomurskemu sejmu in vsem sponzorjem za organizacijo in sofinanciranje te prireditve. Hvala ministru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, gospodu Dejanu Židanu, za njegovo podporo temu projektu. Gospod minister, ste redki iz te vladne ekipe, ki poznate in vam je mar za podeželje. Spoštovani gospod minister, prosim, prenesite svojim kolegicam in kolegom in tudi predsedniku vlade naše sporočilo, da najlepše in najboljše stvari na tem svetu zrastejo samo na podeželju. Vrhunska vina lahko naši kmetje pridelajo samo s trdim delom na teh naših slovenskih od sonca obsijanih gričih na slovenskem podeželju, ki bi moralo biti prva prioriteta vsake vlade. Brez podeželja in ljudi, ki še vedno vztrajajo na obrobju, pa tudi najelitnejša urbana okolja nimajo možnosti za razvoj. Zato in zaradi tega sem še posebej vesel, da sem lahko danes prisoten na tem dogodku.
Spoštovane in spoštovani, hvala, da ste svojo prisotnostjo izkazali čast projektu, ki dviguje zavest in promovira slovensko podeželje, slovensko vino in slovenske vinogradnike. Spoštovana Vinska kraljica 2016, želim, da bi to leto, ki ga imaš pred sabo, kar najboljše izkoristila za to, čemu je namenjeno, in hkrati, da bo tudi tebi osebno prineslo to, kar si želiš in zanesljivo tudi zaslužiš. Draga Sara, z velikim veseljem pričakujem tvoj jutrišnji sprejem v svojem domačem kraju. Hvala. K nagovoru in pozdravu vabimo še predsednika Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, gospoda Cvetka Zupančiča. Tudi zbornica pomembno stoji ob strani projektu Vinska kraljica Slovenije. Ja, dober večer, sem skupaj, ampak nič se me bati, nisem prišel po krono. Veste, tudi na zbornici ta projekt zelo podpiramo, kajti kot je bilo danes že veliko lepih besed o kmetijstvu povedanih strani ministra, pa gospoda župana, pa sama kraljica je tudi zelo dober, zelo lep nagovor imela. Pa moram sam pri sebi pa reči, kaj k meni na zbornica, pa sam iz problemi hodijo, tako da imam ta smola. Res je, da malo hec moramo nastrandati, ampak res je to, da moramo biti ponosni na naše kmetijstvo, na naše podeželje. Večkrat, kar malo neupravičeno kritiziramo, se je težko, ampak vedno se na koncu za to, kar podeželje daje, tudi splača truditi. To je težak poklic, biti kmet, ne bo bilo katera panoga, ampak na koncu pa daje neko zadovoljstvo, čeprav je včasih tudi veliko grenkobe od zadaj. Se pravi človek na pravem mestu. Ko sem šel noter v to dvorano, so rekli, kako je lepa, kako je ta prava. Sem kar malo ponosen, da sem bil v ekipi, ki je izbirala. Glejte, še enkrat res verjamem, da bo delo naporno, ne samo verjamem, vem, verjamem pa, da ga boš kvalitetno, z polno mero, kar se da uspešno pravila. To je priložnost tako za vino, vinogradnike, kakor do tebe osebno. Izkoristi ga. Hvala lepa. Saj so težave, ja pa še kakšne, ampak če človek sodeluje pri izboru Vinske kraljice Slovenije, to odtehta marsikaj. To je vendarle tudi čast, to je zadovoljstvo, to se vpiše v vse osebne registre, o tem bodo govorili celo vnuki. In na koncu, ki je pravzaprav začetek zgodbe. V svoje občestvo bodo Saro Stadler sprejele še Vinske kraljice Slovenije minulih letnikov. Spoznali smo jih vse, no skoraj vse. Sedaj vabim na oder njihovo predstavnico, tisto ta prvo, Lidijo Mavretič, da v imenu Vinskih kraljic Slovenije čestita in da kakšen napotek novi izbranki. Pravijo, da se iz zgodovine lahko največ naučimo. Ugotovimo, kaj smo naredili prav, morda lahko kaj dopolnimo ali kaj bi pravzaprav lahko naredili bolje. Vendar recepta za prihodnost ni. Za prihodnost se moramo vedno znova potruditi. Tako je tudi v vinarstvu. Če bi morala napisati recept za dobro vino, bi bil zelo dolg seznam, sestavljen iz neprecenljivih vsebnosti in nedoločljivih vrednosti. To velja tudi za Vinsko kraljico Slovenije. Danes praznujemo 20 let, za nami je čudovitih 20 let. V prvi vrsti
bi se za požrtvovalno delo zahvalila celotni ekipi Pomurskega sejma z gospodom Janezom Erjavcem na čelu. Želimo si seveda sodelovanja takšnega pristnega tudi v prihodnje. Vinske kraljice Slovenije združujejo podobne izkušnje. Med nami se stkejo pristne prijateljske vezi. In po 20 letih je med nami dozorela želja tudi po poslovnem sodelovanju. Skupaj z Ireno, Martino in Jernejo smo ustanovile podjetje in registrirale blagovno znamko Kraljica. Ustekleničile smo vina naših domačih kleti in pod eno blagovno znamko združile vina vseh 3 vinorodnih rajonov. Želimo si sodelovanja tudi z ostalimi vinskimi kraljicami, da ustekleničimo tudi njihova vina. Vendar več o vinih ob večerji, ko jih bomo nekaj med njimi tudi probali. Prihodnost Vinske kraljice Slovenije je sedaj v rokah Sare. V imenu dosedanjih vinskih kraljic iskreno čestitam in ji želim nepozabnih trenutkov in prekrasnih doživetij, ki jo bojo spremljale celo življenje. Naše skupno darilo. Še preden pa bomo vino slavili s hrano in hrano z vinom, bomo jubilejni 20. vinski kraljici Slovenije vsi zbrani dvorjani nazdravili z napitnico in hip zatem še z njenim vinom, vinom Vinske kraljice Slovenije 2016. To sta, kot smo slišali, 2. Tisti znameniti Sauvignon z značajem lanskega letnika, polsladek, in Laški Riesling 2009, ledeno vino sladko. Oba z vinorodne dežele Podravje, Štajerska Slovenija, Šmarsko-Virštajnski vinorodni okoliš, Klet Zorenč, Hohnjec, Bistrica ob Sotli. Najprej bomo nazdravili z manj sladkim Sauvignonom, ledeno vino pa bomo prihranili za sladico. Seveda ga bodo prijazno in strokovno natočili vsi, ki pripadajo osebju hotela Radin. Sedaj pa bo sledila napitnica mešanega pevskega zbora Bistrica ob Sotli z ljudsko skladbo Bratci veseli vsi v priredbi Ubalda Vrabca. To je tisti zbor in to je tista pesem, kjer bo pela tudi kraljica. Bratci veseli zapojmo, zapojmo vsi, zapojmo vsi, pisem zapojmo vsi. Bratci veseli vsi, tra-la-la-la, tra-la-la-la, pisem zapojmo vsi, tra-la-la-la-la. Brat vinca sladkega, brat sonca čistega, tra-la-la-la-la, tra-la-la-la, čistega, tra-la-la-la, čistega, tra-la-la-la-la. Od vinca sladkega, tra-la-la-la, sonca čistega, sonca čistega, tra-la-la-la-la. Blaškega vino si, tra-la-la-la, tra-la-la-la, vrnjavo vino si, tra-la-la-la-la. Vinca ni.
Zgodila se je napitnica, zgodilo se je vino, nekateri ste ga že prijeli. Prosim, še prvi kraljevski kozarček za vinsko kraljico Slovenije. Spoštovano častno omizje, spoštovana gospoda, ki vama je pripadalo kronanje, spoštovani pokrovitelji, ljudno prosim, da se za velik nazdravje, za prekupen nasmešek in trg pridružite vinski kraljici. Nazdravljamo torej s Sauvignonom. Tale kraljevski trg je pravzaprav nagrada in zahvala vsem, ki so sodelovali v tem projektu, predvsem v finalnem dejanju tega projekta, svojim prispevkom, svojim nagovorom. Sedaj vas prosim še, da se razporedite tako, da boste kronano glavco postavili centralno in da boste na tak način dosegljivi tudi za ovekovečenje. Še enkrat na zdravje. No, pred samim sklepnim dejanjem pa nas čaka še nekaj. Prosim, da se nam pridruži gospa Vesna Mavčec, direktorica hotelov zdravilišča Radenci, Sava Turizem d.d. Radi bi namreč izvedeli, kako in kaj, kakšen je odnos podjetja do tega projekta, zakaj smo tukaj, zakaj je pomembno, da smo tukaj in zakaj tudi v Radencih ne gre brez vinske kraljice. Spoštovana vinska kraljica, spoštovane gospe, cenjeni gospodje. Ko se svetovno znani mineralni mehurčki združijo z mehurčki iz Radenskih goric, se blagodejnemu vinu prepleta bogata tradicija izjemne dediščine Prekmurja. In zagotovo ni nikogar med nami, ki ne bi poznal svetovno znane mineralne vode, ki so že v 19. stoletju okušali v največjih mestih Evrope. Slatinasti šampanjec, je dejal dr. Hen sredi močvirnatnega travnika leta 1882. Pred več kot 130 leti smo v zdravilišču Radenci sprejeli prve goste. Danes je zdravilišče Radenci pomembno in ugledno zdraviliško in turistično središče ter eden redkih krajev v Evropi s 4 mineralnimi zdravilnimi dejavniki. Mineralno in termalno vodo, zdravilnim blatom in blagodejnim podnebjem. To stoplino sončnih žarkov pripomore tudi k razvoju arom in izraziti sortnosti vin Radenskih goric, ki ljubitelje žlahtne kapljice razveseljuje že častitljivih 160 let. Srčnost, tradicionalna vrednota okolja in prebivalcev Prekmurja pa je botrovala k organizaciji tradicionalne prireditve Vinska kraljica Slovenije. Ponosni smo, da smo lahko partner in soustvarjalec te srčne prireditve, ker imamo izjemno čast spoznati srčne zgodbe kraljic iz vseh slovenskih vinorodnih dežel. Vini in kulinarika gresta z roko v roki že tisočletja in prepričana sem, da nam bo tudi današnji kulinarični večer ostal v prijetnem spominu. Kaj smo pripravili, pa nam bosta zaupala direktor gostinstva gospod Branko Slavinec in vodja kuhinje gospod Boštjan Rožanc. Vsem nam pa želim še naprej prijetno druženje. Hvala lepa.
zdravilišču Radenci smo tudi gostinstvo zavezani skrbi za zdravo srce. Ustvarjamo jedi pri poročilih zdravnikov in priznanih nutricistov. Seveda pa se nismo odrekli tradicionalnim okusom pomurja, ki našim gostom vedno ponudijo vrhunsko gastronomske in enološke užitke. Kdor še ne pozna ajdovih krapcev, mesa iz tunke ali prekmurske gibanice, si bo ob prvih pokušinah zanesljivo bliznil vse prste. Vinska spremljava ob današnjem svečanem dogodku pa bo potekala takole. Za aperitiv je bila postrežena zlata radgonska penina, suha letnika 2010 in polsuha letnika 2011 iz Radgonskih goric DD. Novi vinski kraljici Slovenije smo nazdravili z vinom 20. vinske kraljice Slovenije 2016, ki je Sauvignon letnika 2015, polsladko, klet, zorenč, hohnec, Bistrica ob Sotli, vinorodna dežela Podravje, Štajerska Slovenija, Šmarsko-Virštajnski vinorodni okoliš. To je mlado vino zelenkasto rumene barve. Vonj je zrel, prijeten, poudarjen. Sortna aroma spominja na pokošeno travo, papriko in ribezovo listje. Je usklajeno živahno vino s trendovskim značajem. Da pa bodo tudi danes vaši srčki poskočili od veselja, pa smo za vas pripravili hladno predjed, svežo in dimljeno postrv, čebulo in mlado solato s hrenom. Hladno predjed pa bo spremljalo vino Kraljica Bela, ki je sestavljena iz 60% šipona in 40% laškega rizninga. Vino je polsuho letnika 2015. Prihaja iz Štajerske Slovenije, za Kraljice DOO pridelal in polnil, vino kupljen, okoslavci. Kraljica Bela nakazuje mladost in svežino. Kljub enostavnosti svojo pestrosti okusa ponuja veliko. Je usklajeno vino za raznovrstne priložnosti. V nadaljevanju bomo postregli toplo predjed, hrustljavi raviol polnjen s konfitiranim kopunom, gosja jetra, zelena in hruška s peso. Topli predjedi pa bo družbo delalo vino, rumeni muškat, vino je polsladko letnika 2014. Prihaja iz Bele krajine, za Kraljice DOO pridelal in polnil Jože Mavretič, Drašči. Zelo aromatično vino s prevladujočim muškatnim vonjem, ki v ustih deluje lahkotno, živahno in sveže, kar poudari njegovo aromo. Ko bodo vaša srca do dobro ogreta, vam bomo za glavno jed postregli rozbif šalotko, ajdov štrukelj, krema korenja, zelenjava z maslom. Kjer pa glavna dama večera nikoli ni sama, bomo v glavni jedi postregli vino. Kraljica črna, ki je sestavljena iz 50% merloja in 50% barbere. Vino je suho, eno leto zorjeno v velikih hrastovih sodih, letnika 2014. Vipavska dolina, za Kraljice DOO pridelal in polnil, vina Sveti Martin, Brje. Eleganca merloja in svežina barbere združena v prijetno pitno rdeče vino z intenzivno sadno aromo in polnim harmoničnim okusom. Za konec, dragi gostje, vas bomo še malo posladkali s torto vinske kraljice Slovenije 2016. Torto vinske kraljice 2016 bo spremljalo vino 20. vinske kraljice Slovenije 2016 in to je laški rizling letnika 2009. Ledeno vino, sladko, klet, zorenč, hohnec, Bistrica ob Sotli, vinorodna dežela Podravje, Štajerska Slovenija, Šmarsko-Virštajnski vinorodni okoliš. Zlato rumeno sijoča podoba vina deluje žlahtno. Sveži okusi v ustih spominjajo na zimsko ivje. Vino je polno v vonju okusu, skladnimi sortnimi danosti in njihovimi prefinjenimi kombinacijami daje vtis lepote, estetike, skladnosti. Je umetnija narave in človeka, ki dela s srcem. Obilo kulinaričnih užitkov in dober tek želimo. Hvala lepa. No, to je bilo nekaj za vzbujanje želočnih sokov in seveda tudi pričakovanj in hrepenenj po vinu. To je bil hkrati sklepni dogodek, dejanje tega uradnega dela kronanja 20. vinske kraljice Slovenije, ki je čaka veliko dela. Slišali smo zeleni teden v Berlinu, potem
zadnji petek v mesecu februarju res najstarejše trte na mariborskem Lentu. Že zdaj lahko napovemo tudi njeno trgatev, prvo nedeljo v oktobru, tudi tam bo prisotna. Letos bo minilo tudi 160 let oziroma 140 let, če sem povsem natančen in resno povem, od prvega avstrijskega vinogradniškega kongresa, ki je potekal leta 1876 v Mariboru, in tudi tega dogodka se bomo v Mariboru spomnili. Na Božič letošnjega leta pa bo minilo 30 let, odkar so v Beli krajini pridelali prvo ledeno vino, ki mu je botroval enolog dr. Julij Nemanič. Okrogle obletnice čakajo kraljico. Mi pa smo jo pričakali, spoštovani zbrani. Čas je, potem ko smo ji nazdravili, da se ji posvetimo drug drugemu. Veliko se imamo zapovedati, hkrati pa dovolite, da vas povabim še na vrsto letošnjih projektov družbe Pomurski sejem. Gotovo ni treba posebej opozarjati na naš sejem Agra, ki ga imate vsi zanesljivo vpisanega v svojih letnih beležkah. Saj veste, z vinsko kraljico se začenja, z Agro pa se gromko nadaljuje in takrat se tudi preveri polletni uspeh vinske kraljice. Bodite zraven.